Lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci, ki smo jo sklicali v imenu občinskega odbora Slovenske demokratske stranke in sicer z ciljem predstaviti novo vodstvo občinskega odbora in pa vizijo prihodnjega dela. Verjamem, da ste nekako že zasledili, čeprav smo si sami vzeli nekaj časa za dopuste in počitek pred najavo, da smo nekako v začetku meseca maja na predkongresni konferenci občinski odbor Slovenske demokratske stranke Brežice doživeli sicer eno presenečenje. Naš dotedanji predsednik, magister Andrej Vizjak, je podal odstop in dejansko so člani na predkongresni konferenci svojimi glasovi zaupali vodenje občinskega odbora naprej meni. Zdaj za predstavitev sem Patricija Čuler, z mano tukaj danes pa je nekako ožja ekipa, za katero sem se dogovorila, da dejansko sem pripravljena ta velik izziv tudi sprejet, se pravi Aleksander Gajski, Dražen Levojevič, Katja Čanžar. Danes žal manjka naš aktualni podžupan zaradi službenih obveznosti Miha Petančič. Tako da to. Hvala vsem, ki ste si vzeli danes čas, da ste se odzvali temu povabilu. Poleg te funkcije smo potem nekako bili uspešni kot občinski odbor, da smo konec meseca maja na 13. kongresu stranke dosegli tudi to, da sem bila imenovana v izvršilni odbor stranke. Potem pa smo še v mesecu juniju na seji izvršilnega odbora, občinskega odbora, dejansko za podpredsednika imenovali Aleksandra Gajskega in pa Mihaela Petančiča. To je nekako predstavlja novo vodstvo občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Brežice, ki prevzema kar težko nalogo in sicer nekako nadaljevati delo občinskega odbora, ki sta ga do sedaj v prvih vrstah prav gotovo tlakovala magister Andrej Vizjak kot dosedanji predsednik in pa Ivan Mulan kot 20-letni župan občine. Zdaj, nekaj sem že povedala uvodoma oziroma z temi besedami tudi, kaj dejansko so rezultati dela občinskega odbora oziroma stranke SDS na lokalnem nivoju. Se pravi, stranka nekako sodeluje v občinskem svetu vse od leta 1994, takrat pod drugim imenom in z 3 svetniki. Ves čas od začetka svojega delovanja ima kontinuiteto in dejansko ves čas gradi svoje delo ter tudi pojavnost v občini Brežice. 4 mandate od takrat dejansko je stranka zabeležila največje število svetnikov. Najuspešnejši mandat po številu svetnikov in po rezultatu na volitvah je bil 2010-2014, ko je stranka imela v občinskem svetu 12 svetnikov. Trenutno pa si to mesto prvo delimo z 8 svetniki v aktualnem občinskem svetu. Se pravi, stranka dejansko ves čas zelo aktivno sodeluje pri oblikovanju programa in pa razvoja same občine. Do sedaj sta bila 2 župana imenovana iz vrst SDS v občini Brežice in pa 6 podžupanov. Ravno tako pa so člani stranke ves čas aktivni v različnih delovnih telesih občinskega sveta, kot tudi seveda v občinskem svetu. 5 zaporednih mandatov je izvoljen župan, se pravi najprej leta 2002 magister Andrej Vizjak,
in za njim na nadomestnih in potem na rednih volitvah dejansko aktualni župan Ivan Molan. 23 let vodijo občino, torej župani iz vrst SDS-a, se pravi 2 župana, glavnino torej aktualni župan. 4-krat pa je bil tudi izvoljen poslanec v državnem zboru iz našega občinskega odbora in dejansko je se pravi oseba oziroma član občinskega odbora, predsednik, bil tudi 3-krat imenovan za ministra v vladi za 3 različna ministrstva. Vse skozi je nekako moto stranke na lokalnem nivoju, kot zagovarjamo tudi na državnem nivoju, povezovanje, sodelovanje in pa vključevanje. Verjetno ste tukaj ne vsi toliko mladi, da ne bi pomnili mandata, ki ga je prevzel kot župan magister Andrej Vizjak v letu 2002, ko je kot župan dejansko v občinskem svetu doživel, da je imel večino političnih strank takrat na drugi strani in da je že pri svoji napovedi za mandat župana izpostavljal, kako ključno je za razvoj občine dejansko povezovanje, sodelovanje in vključevanje. Žal sam ne more reči, da je tega v svojem mandatu 2002 do 2004, ko je nastopil funkcijo ministra, doživel. Je pa prav gotovo to sledil in zagovarjal vse skozi tudi aktualni župan, ki je dejansko ob prevzemu dosegel tudi to, da v občinskem svetu ni več opozicije in koalicije, da so vsi vedno povabljeni k sodelovanju, k povezovanju in oblikovanju nekako razvojno naravnane politike občine in da dejansko imajo vsi člani oziroma vse stranke možnost sodelovanja tudi v delovnih telesih oziroma tudi v organih javnih zavodov in ostalih, kamor imenuje svoje predstavnike občinski svet. Zdaj, ko govorimo o rezultatih našega dela, v bistvu ne moremo, da ne bi dejansko te rezultate nekako povezali tudi s potjo, ki jo je v občinskem odboru začel in pa prehodil dosedanji predsednik, se pravi magister Andrej Vizjak, ki je dejansko član stranke skoraj 3 desetletja, še malo pa bo v bistvu ta obletnica in je v tem času, kar je član, dejansko dosegel, mislim, da tisto, kar politik v naši državi lahko doseže skoraj največ, prav gotovo pa sodi med uspešnejše državne politike za svojo prehojeno politično potjo, ki se je vse ta 3 desetletja uspel obdržati tudi na državnem nivoju in pomembno prispeval tako na državnem nivoju za svojimi rezultati dela, kot nikoli pozabil, da dejansko prihaja iz občine Brežice in na vseh 3 ministrstvih vedno zagovarjal tudi projekte občine Brežice in regije Posavje. Se pravi, vodil je občinski odbor, imel aktivno vlogo v lokalni politiki, bil je izvoljen za občinskega svetnika leta 1998, dejansko izvoljen, imenovan za podžupana, imel funkcijo, potem nastopil funkcijo župana, iz katere je potem prešel na funkcijo ministra za gospodarstvo, potem bil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in minister za okolje in prostor, ter pa poslanec v državnem zboru v večjih mandatih. Dejansko se večkrat politikov žal spomnimo mogoče po kakšnih negativnih zgodbah prikazanih v javnosti kot negativne. Sama bi želela izpostaviti pač mandat ministra za gospodarstvo v 4 letih, ko je marsikaj bilo tudi v okolju našem vidno kot posledica njegovega dela.
Ravno tako pa mislim, da je poseben dosežek, na katerega velikokrat pozabimo, da je kot minister za delo dosegel pri 2 pomembnih zakonih dejansko soglasno podporo vseh poslancev državnega zbora, se pravi pri ZPIZ-u in ZDR-ju, kar verjamem, da bo težko doseči pri naslednji obravnavi. Tako da bi v bistvu brez, se pravi, njegovega dela, ki zaznamuje tudi delo občinskega odbora, dejansko o občinskem odboru težko govorili, ker včasih fajn tudi malo spomniti konkretno, kaj je bilo pa tisto, kar v bistvu so projekti, ki jih je uspel zagotoviti za našo občino in pa regijo, so v bistvu ustanovitev Gen energije, se pravi izpostavljen drugi energetski steber Slovenije, lociran v Posavju, dolgoletno sodelovanje pri gradnji hidroelektrarn na spodnji Savi, sodelovanje pri ustanovitvi družbe HES, potem je predlagatelj strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije, v katerem je postavljena tudi podlaga za JEK2, je pobudnik državnega prostorskega načrta za gospodarsko logistično središče Feniks, za katero upamo, da bo država zmogla energije in dejansko naredila korake, ki so bili že dogovorjeni, da lahko to logistično središče tudi zaživi. V bistvu v času ministrovanja na področju gospodarstva je zagotovil tudi številne podpore razvoju poslovne cone Brezina in po posameznim podjetjem iz našega okolja. Aktivna je bila njegova vloga pri ustanavljanju fakultete za turizem v Brežicah. Dejansko v času upravljanja dela kot minister za delo je postavil nekako temelj javno-zasebnega partnerstva za to, da je dom upokojencev dobil novo podobo oziroma se pravi novo zagon investicije. Zavzemal se je vse skozi za ohranjanje razvoja splošne bolnišnice Brežice in pa tudi za vzpostavitev civilnega dela letališča Cerklje ob Krki in ustanovitev letalskega centra. Se pravi, kar nekaj zadev, ki jih je v tem času osebno na funkcijah, ki jih je zavzel, prispeval k razvoju naše občine in regije in bodo dejansko so dane tudi kot neka zapuščina, dediščina, za katero se bi mu tukaj želela še enkrat zahvaliti, tudi v bistvu za to nekako podporo in zaupanje naši ekipi, ki smo jo doživljali vse skozi, vsem nam, ki smo v bistvu skozi del občinskega odbora imeli priložnosti dobiti neke izzive, jih sprejeti, tako da hvala Andrej za to. Zdaj sem še živ. Ampak mislim, da spodobi se in pravično je, da sem tukaj, ker brez tega pač neka čist priložnostna. Hvala. Tako da zdaj, ko boš imel malo več časa, smo ti dali nove prospekte od občine Brežice, da se boš malo seznama s produkti, pa kolektivno blagovno znamko. Tukaj dajemo eno primerno penino, se pravi Isteničev number one, tako da mislim, da je na mestu, pa ene krhlje za zdravje. Super. Tako da hvala. Evo, hvala lepa, hvala vsem. Hvala, nisem pričakoval. Ja, kot rečeno, o rezultatih dela bi bilo težko govoriti brez tega, da se dejansko ne bi dotaknili. Se pravi, kot pa sem rekla, stopamo zdaj na poti naprej, kar zahtevno nalogo smo dobili z ekipo tukaj in tudi za širšo, se pravi, dejansko občinski odbor Slovenske demokratske stranke nismo samo mi štirje, tudi tako kot prej nista bila samo Andrej in pa župan, temveč imamo svoj izvršilni odbor, ki v bistvu šteje 15 članov in pa kar bogato članstvo, številčno članstvo, ki ga seveda želimo v prihodnosti za svojim delom tudi okrepiti.
Tako da jaz bi zdaj mogoče dala vsakemu za to mizo, da pove kaj o sebi, čeprav so rekli, da ne želijo, ampak naj sprejmejo ta izziv. Lep pozdrav vsem skupaj, sem Aleksander Gajski. V okolju sem prehodil pot od odbornika in podpredsednika krajevne skupnosti, potem seveda sedaj že tri mandate član občinskega sveta. Na zadnjem je župan tudi dal priložnost delovati kot podžupan občine. Tako da je neko kilometrino, neko znanje in pregled nad delovanjem občin, potreb, ki jih imamo, ki sem jih zaznal na terenu predvsem imam, tako da upam, da bom lahko dodal neko vrednost, dodano vrednost občinskemu odboru in delovanju stranke SDS v našem okolju. Tako da se pa veselim seveda tega novega izziva, v bistvu nek nov korak, malo več odgovornosti, do sedaj smo bili več ali manj bolj spremljevalci, sedaj bomo bili tisti, ki bomo zadevo vodili, tako da ja, absolutno izziv in se veselim temu, tako da toliko zaenkrat. Dražen? Jaz sem Dražen Levojevič. Moja življenjska pot se je začela v Splošni bolnišnici Brežice, v porodnišnici, na katero sem dosti navezan. Sledila je pa potem na osnovni šoli Brežice, gimnaziji Brežice. Pol je temu nekemu lepemu obdobju sledilo malo manj lepo v Ljubljani, na pravni fakulteti in v službi, ki se je pa potem hitro lokacijsko spremenila in sem spet prišel v Brežice, v Splošno bolnišnico Brežice in v zdravstveni dom. Tako da moje življenje so zaznamovali javni zdravstveni in pa izobraževalni zavodi v občini Brežice, me tudi oblikovali in sem njihov veliki zagovornik. Lep dober dan tudi z moje strani. Patricija je omenila leto 2010, takrat, ko je občinski odbor SDS Brežice imel 12 svetnikov. No, kot 12. sem se v bistvu tej ekipi pridružila tudi jaz. 2 leti kasneje mi je župan dal priložnost, da se preizkusim v vlogi podžupanje, ki sem jo z vso resnostjo, odgovornostjo tudi sprejela. Leta pa so v bistvu prinesla in dokazala, da sem postala, da ljubim projekte in pa turizem. Zato sem bila še bolj vesela 3 leta nazaj, ko se je pokazala priložnost, da se v bistvu tudi profesionalno res povsem ukvarjam lahko s tema 2 področjama, tudi kot direktorica javnega zavoda. Življenje je naneslo, da sem se iz podeželja preselila v Brežice, to pa je rezultiralo, da jih imam pa zdaj še bolj rada in pa da sem zaljubljena tudi v same Brežice. Hvala. Zdaj pa povedali smo nekako, da bomo povedali tudi, kaj je vizija in kaj so naši cilji za prihodnost. Večkrat sem izpostavila, da dejansko sprejemamo kar težko nalogo, ker menimo, da je občinski odbor SDS Brežice skozi delovanje 2 naših najvidnejših članov, se pravi magistra Andreja Vizjaka in pa Ivana Molana, dejansko veliko dosegal. In mislim, da se v sebi še kar malo upiramo, da v bistvu si želita malo počitka. Tako da, ampak zato ni tako neambiciozen cilj nekako doseči vse tisto, kar sta dosegla sama v tem mandatu, je kar velik. Se pravi, vsekakor si pa želimo ostati in bomo delali, da bomo najštevilčnejša in najmočnejša stranka v občinskem prostoru po članstvu in po številu svetnikov. Dejansko sem povedala, da si želimo in bomo krepili svoje članstvo, da bomo še naprej aktivno in pa konstruktivno sodelovali in pa sooblikovali občinsko politiko.
Zagovarjali bomo povezovanje, sodelovanje in vključevanje vse skozi in si želimo, da ne glede na morebitne prihodne razmere, v bistvu tudi ostali akterji v lokalnem okolju sledijo temu, ne le v besedah, kot velikokrat slišimo v medijih, temveč da dejansko to pokažejo tudi na političnem parketu, ker žal na državnem nivoju se mi zdi, da velikokrat doživimo izločevanje brez poskusa vključevanja, sodelovanja in povezovanja. Želimo biti proaktivni, se pravi kot občinski odbor SDS Brežice v politiki tako na državnem kot evropskem nivoju in sicer s ciljem dejansko delati za svoje okolje. Menimo, da se to z ostalimi akterji, ki prihajajo z našega okolja na državnem nivoju in širše, danes velikokrat pozabi. Zato sem posebej izpostavila projekte, ki so nam dediščina našega predsednika dosedanjega in smo si kot sami zadali za cilj, da dejansko proaktivno sodelujemo z ciljem, da krepimo državne ustanove in pa investicije na območju tako občine kot tudi regije, se pravi, da dejansko delamo za svoje občanke in občane, za svoje člane. Aktivno bomo sodelovali tudi s kandidati na vseh volitvah s cilji, kot sem že rekla, ohraniti najmočnejšo svetniško skupino, imeti podžupana, župana iz svojih vrst in imeti predstavnike v organih Državni zbor, Državni svet in tudi Evropska komisija. Se pravi, dejansko vsi želimo biti proaktivni. Smo ekipa, ki se je dokazala skozi leta na različnih področjih dela. Imamo bogate izkušnje iz javne uprave, nekaj tudi iz samega političnega prostora in verjamemo, da lahko za svojimi izkušnjami delom to tudi dosežemo. Kako bomo do tega prišli, sem že večkrat izpostavila. Tukaj pred sabo sem prinesla star promocijski material iz naših volitev, iz arhiva sem ga potegnila in dejansko mi je bilo zanimivo brati prvega, ko je v bistvu magister Andrej Vizjak kandidiral za predsednika, v katerem je zapisal v bistvu tudi svoje programske usmeritve in temeljno načelo ravno to, kar tudi sami vidimo v prihodnje, se pravi povezovanje in pa dejansko vključevanje tako na političnem prostoru kot med občankami in občani. Verjamemo, da dejansko samo to lahko nosi na dolgi rok neke rezultate, in to rezultate za vse občanke in občane in ne samo za ambicije posameznikov. In verjamemo, da sta to z delom tako magistra Andrej Vizjak kot Ivan Mulan v vlogi župana tudi dokazala, da lahko prostor se razvija in napreduje, če se pristopa na tak način. In kot je napovedala že stranka na kongresu, je dejansko naš program Koalicija za volivci, se pravi, delamo z vsemi na enak način, vsi, ki želijo sodelovati in prispevati za svojim delom in za svojim delovanjem, bodo dejansko naši partnerji razvoja. In to je nekako usmeritev tudi za prihodnje volitve oziroma programa za naprej. Zdaj, kar se tiče samega občinskega nivoja, zdaj, tako kot nas poznate, veste, da smo aktivni že bili in da nekako prepoznavamo potrebe, ki se v našem lokalnem okolju pojavljajo, tako da imamo nekako 10 različnih usmeritev oziroma področji, ki jih želimo razvijati in dati posebno pozornost. Bi pa jaz mogoče kar povabila svoje člane ekipe, da vsak posebej na svojem področju pove, kaj so tisto, kar bo posamezen se zavzemal, ker smo si nekako tudi razdelili naloge po področjih.
pa bi, ne vem, kaj je zdaj ti začela prva. Po meni je bilo zaupano v bistvu dve področji, s katerima se vsakodnevno tudi ukvarjam. Prvo je seveda turizem, drugo področje pa so mladi. Župana smo pred časom že slišali, ko je govoril o milijon nočitev, in tudi jaz bi v bistvu današnji krajši govor začela z milijon zelenih, avtentičnih in kakovostnih nočitev. Se pravi, nekje do leta 2035 menim, da je za Brežice realen cilj, da bi to število nočitev dosegli na način, da s primerno prostorsko politiko v bistvu poskrbimo za razpršitev gostov iz termalnih kompleksov v oba vinorodna okoliša, se pravi Bizeljsko-Sremiškega, Bizeljsko-Pišece-Sromlje, kot tudi na Kranjsko stran, torej v Gadovo Peč. Trenutno se bom zelo zavzemala, da prelepi naravi, vinogradom, vinski ponudbi skušamo priklopiti tudi tisti kulinarični del, ki nam v obeh območjih zelo manjka. Seveda bo moj in tudi osebno bom dala napore v nove kolesarske poti, ozelenitev mesta, nadaljevanje s konceptom Zero Waste in Zero Waste prireditev in v bistvu to širitev te politike, tega mnenja tudi med nevladne organizacije. Še naprej naj za nas, v bistvu najuspešnejšo prvo občino po številu nočitev v vzhodni koheziji velja, da s ponudniki odlično sodelujemo, se pravi, tudi v prihodnje je potrebno staviti na dobro povezavo z našim najpomembnejšim turističnim ponudnikom, Termami Čatež. Sicer pa oživeti oziroma priti do turističnega inkubatorja, dajati vse možne podpore, morda prostorske, kadrovske, k razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, sočasno krepiti našo kolektivno blagovno znamko. Vse skupino pa naj bodo v prihodnjem desetletju tudi vinorodna okoliša, tista naša hrbtenica, ki sta morda še zdaj speči dragulj. Na drugi strani oziroma drugo izjemno pomembno področje pa so naši mladi. Za razliko od statistike, ki jo bo verjetno predstavil Dražen, se število mladih v Sloveniji zmanjšuje. Se pravi 15,2% vseh prebivalcev sodi v kategorijo mladih, kar je kar 7% manj kot leta 1991. In za skupino je še vedno značilna visoka stopnja brezposelnosti. Tu pa bi področje naslovila, da mladi potrebujejo priložnosti, ne pa socialnih transferjev, se pravi, tako občina kot država naj mladim da priložnosti. Konkretno za naše Brežice na prvem mestu definitivno izobraževanje za kompetence prihodnosti, krepiti povezavo šol z gospodarstvom, organizirati čim več predstavitvenih dogodkov, se pravi, da mladi že v osnovni šoli spoznajo poklice, različna znanja, digitalna znanja, kar se pravi neformalno izobraževanje, katerega center mora biti Mladinski center Brežice, podpora mednarodnim izmenjavam, na drugem mestu participacija in soodločanje, se pravi mlade privabiti v proces odločanja, tako v občinskih odborih, v občinskem svetu.
mogoče najlažje to uresničljivo tudi na način, da podpreš delovanje mladih v društvih, pa jih potem v bistvu pridobiš tudi na višjo raven. Tretje področje, jaz ga imenujem well-being oziroma kakovost življenja mladih. Se pravi, da imajo mladi veliko prostora za druženje, za šport, za kulturo. To je bilo jasno izraženo tudi z letošnjim participativnim proračunom za mlade, kjer smo v bistvu ugotovili, da si mladi najbolj želijo prostorov na podeželju, se pravi v Pečicah, v nekako bolj oddaljenih krajih naše občine, da si želijo skupnih prostorov za kvalitetno preživljanje časa. Se pravi, s ciljem, da so Brežice, občina Brežice, kraj, kjer je lepo živeti in lepo vzgajati otroke. Četrtič, zaposlovanje in podjetništvo. Mladi bodo verjetno upravljali poklice, ki jih danes mi niti vse še ne poznamo, zato jim moramo stati ob strani, jim dati na razpolago znanje, ki ga imamo, prostore, ki jih potrebujejo, in pa verjeti v njih, v njihove nove ideje, in jim v bistvu tako omogočiti sodelovališča, coworking prostore, morda inkubator prostore, se pravi, jim zaupati. In pa ena morda tudi ena pereča tema mladih, to so pa stanovanja. Tako v naši občini kot na ravni Slovenije v bistvu se mladi soočajo z nedostopnostjo stanovanj. Zdaj, kakor vemo oziroma vidimo, v Brežicah je kar nekaj žerjavov in v roku 2 let bomo imeli še 200 novih stanovanj. In do teh stanovanj bodo v bistvu lahko pristopali tudi mladi, če bodo imeli službe in bojo na tak način kreditno sposobni. Se pravi, jaz vidim našo vlogo predvsem v tem, da jim omogočimo, da tudi na tem področju svojega lastnega podjetništva v bistvu uresničujejo svoje poslovne cilje. Sama občina pa verjetno lahko pomaga v manjšem delu s kakšnimi občinskimi stanovanji, ki bi bili prioritetno namenjeni mladim, ampak to je rešitev na kratek rok, ali pa morda s kakšnim spodbudo bankam za posebne pogoje kreditiranja, kot so tudi že recimo razvidno nekje v severni Evropi. Evo, zaključujem. Torej, mladi v Brežicah, mladi v Sloveniji potrebujejo priložnosti. Hvala, Katja. Dražen? Jaz vam bom predstavil naše cilje in pa aktivnosti načrtovane, ali pa tudi nekatere že v teku na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Pri tem je verjetno naš glavni cilj, da zagotovimo uporabnikom tako obeh družbenih podsistemov kakovostne, pravočasne, varne in finančno vzdržne zdravstvene in socialne storitve. Da do tega pridemo, pa znotraj naše občine in regije potrebujemo nekatere aktivnosti za dosego tega cilja. Prva taka aktualna in potrebna je vsekakor vzpostavitev samostojne zdravstvene regije Spodnje Posavje, ki nam bo omogočala poleg tega, da bomo bolje spremljali naše statistične podatke o obolevnosti po posameznih občinah Spodnjega Posavja, tudi nekako etabliranje in pa razvoj matične bolnišnice kot regijske bolnišnice v tej naši posavski regiji. Veselijo me podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje za leto 2024, ki kažejo, da je zdravstveni dom v občini Brežice in pa
Splošna bolnišnica Brežice po zadovoljevanju potreb uporabnikov ali v regiji oziroma v občini dosegel nekje 90% vseh obravnav, ki jih prebivalci v občini oziroma regiji potrebujejo, kar kaže na to, da to je regijska inštitucija, glavna splošna bolnišnica Brežice, na drugi strani pa zdravstveni dom, inštitucija primarnega zdravstvenega varstva v občini Brežice. Poleg teh aktivnosti je vsekakor potrebno spodbujati prizadevanja za to, da se razširijo kapacitete bolnišnice z napovedano dograditvijo kirurškega in internističnega bloka, z prizadevanja za nadgradnjo oziroma razširitev tudi urgentnega centra Brežice z sodobnim helioportom. Ni pa potrebno pozabiti tudi naše številke glede kazalnikov zdravja in si začrtati aktivnosti za spodbujanje aktivnosti prebivalstva pri odzivnosti v državne presejalne programe in pa nekako podpirati razvoj novih državnih presejalnih programov, ki so sedaj v izdelavi na Nacionalnem inštitutu. Pri tem je potrebno izpostaviti tudi to, da si želimo zagona zdaj dolgotrajne oskrbe na domu in pa neke nadgradnje in pa razširitve pomoči na domu in upam, da bodo rezultati tega že hitro vidni. Ponašamo se lahko v občini z zelo široko mrežo šolskih ambulant in zelo močnim preventivnim zobozdravstvom po vseh osnovnih šolah. To je ena velika pridobitev ali pa dosežek, ki se ga mogoče niti ne zavedamo. Glede na druge občine v Sloveniji, znani smo tudi po celo 11 dislociranih enotah za izvajanje zdravstvenega varstva po naših krajevnih skupnostih in tudi to je vsekakor prispevalo k tako visokemu odstotku zadovoljevanja potreb, ki jih imajo občani na primarni ravni. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na tiste, ki so del javne mreže, pa niso organizirani v obliki javnega zavoda. Tudi ti skupaj z nami nekako zagotavljajo to neko, mislim, da nadstandardno zdravstveno varstvo v občini Brežice in upam, da ga bomo uspeli ohraniti. Toliko od moje strani. Hvala. Še Aleks. Kar se področja gospodarstva tiče, bomo v občinskem odboru SDS sledili sprejete rezolucije Slovenske demokratske stranke, poimenovana za energetsko varno in konkurenčno Slovenijo. Resolucija med ostalim izpostavlja jedrsko prihodnost Slovenije, zastavitev vsem emisijskega trgovanja in preklic prepovedi vozil z motorji na notranje zgorevanje, pametno porabo obnovljivih virov, zaščito slovenske industrije in kmetijstva, podporo tehnološkim inovacijam in odpornost Slovenije na energetske krize. Glede na to, da je v regiji energetski sektor močan prisoten in en gonilnih stebrov našega gospodarstva in veliko tako občank in občanov kot tudi prebivalcev regije je vključenih v ta podjetja, te organizacije. Nam je ta problematika zelo blizu in tudi brez težav bomo podpirali in se prizadevali, da bomo dajali velik poudarek na razvoj le-tega. V lokalnem okolju si bomo prizadevali za občinski prostorski načrt kot temeljni razvojni dokument občine,
ki ga bomo oblikovali s vključevanjem in zagovarjanjem zaznanih pobud, potreb iz okolja. In takšen dokument bo osnova ki bo omogočila nadaljnji razvoj gospodarstva in podjetništva na vseh področjih. Seveda se bomo še naprej delovali v smislu širjenja in razvijanja naših obstoječih poslovnih con, to je obrtne cone Dobova, industrijsko-poslovne cone Brzina in poslovne cone v Slovenski vasi. Tukaj govorimo tako o širitvi kot o posodobitvi potrebne infrastrukture. Vemo, da imamo kar nekaj, predvsem če gremo na področje, če se obrnemo na industrijsko poslovno cono v Brzini, imamo dve veliki težavi, eno je nadvoz in obvoznica, pa seveda nista to objekta, ki bi služila zgolj poslovnemu sektorju, ampak seveda tudi vsem ostalim občankam in občanom oziroma tistim, ki bi koristili to infrastrukturo. Nadaljnji poudarki na tem področju bi bilo seveda aktivno pridobivanje novih vlagateljev v te cone. Tu se bomo ob morebitnem izboru seveda ozirali predvsem na tiste, ki svoje delovanje temeljijo na trajnostnem in samoobskrbi. Kot je bilo pa že danes omenjeno, projekt Feniks, ki je, pri državnih inštitucijah že dolga leta v predalu. Vsekakor bomo še naprej aktivno se trudili, da bi prišlo končno do realizacije tega projekta, da se naredijo konkretni premiki, kajti tudi tu prav gotovo z širitvijo aktivnosti samega področja letališče v Cerkljah bi bila to lahko nadgradnja, ki bi bila zelo pomembna za lokalno prebivalstvo in občino in regijo kot tako. Tudi Katja je že omenjala mlade in podjetništvo, jaz bom sedaj zgodbo obrnil. Glede na slabo stanje, slabe kazalnike natalitete, imajo naši podjetniki težave pri pridobivanju kadrov. Vidimo pomen zbirati podatke, potrebe naših podjetnikov in poizkusiti spostaviti povezave med njimi in izobraževalnimi ustanovami, da bi seveda čim več mladih iz našega okolja našlo priložnost skozi to, da grejo na prave šole, na tiste šole, ki omogočajo zaposlitev pri teh naših podjetnikih. Še ena zelo pomembna točka je povrniti ugled podjetništvu in gospodarstvu nasploh, ki je v zadnjem obdobju na državnem, manj na lokalnem nivoju podvrženo nekim črnim oblakom in vsekakor moramo se zavedati, da je gospodarstvo kot tako gonilna sila, tista, ki v bistvu plačuje največji delež v državni proračun in brez katerega država, nobena, tudi Slovenija ne more živeti, zato bomo vsekakor gradili na tem, da povrnemo nekako ta ugled. Na področju kmetijstva imamo tudi v stranki eno odlično resolucijo, ki se imenuje Brez kmeta ni hrane. V duhu te bomo krepili spodbude za ohranjanje in razvoj podeželja. Zavzemali se bomo za dolgoročen obstoj družinskih podjetij in podpirali prevzem domačih kmetij, mladih kmetov, ki bodo s tem tudi prišli v podjetniške vode, če smem tako reči. Samooskrba s hrano je en ključnih ciljev na področju kmetijstva. Spodbujali bomo brežiškega potrošnika, da pomaga pri samooskrbi, da bo bil zahteven in da bo dal priložnost in spodbudo in podporo lokalno pridelani hrani. Zato bomo v občinskem odboru SDS se trudili, da še naprej spodbujamo promocijo lokalne in ekološko pridelane hrane. Pomoč kmetijstvu bomo izvajali tudi preko neposrednih naložb, tako kot primer lahko omenimo namakalne sisteme. Seveda pa bomo se v bistvu v navezovanju s turizmom
vse bolj obračam to, da povežemo kmetijstvo, predvsem področje kulinarike in vinarstva z turizmom, da bomo iz tega naslova tudi dosegli cilj, ki ga je Katja omenila, ki naj bi bil nekako moč ga doseči do leta 2035. Tako da toliko nekako iz teh dveh področij. Hvala, Aleks. Zdaj, ob predstavljanju so bile omenjene tudi že resolucije. Verjetno ste zasledili, da je stranka na svojem 13. kongresu dejansko sprejela poleg temeljne tudi 14 področnih resolucij, ki nosijo sporočila za razvoj posameznega področja znotraj programov stranke. Stranka dejansko te programe bo pričela počasi postopoma predstavljati z vodilom, ki sem ga že izpostavila, se pravi koalicija z volivci. Tako da tudi sami bomo, se pravi iz teh, kot je že bilo omenjeno, črpali usmeritve iz posameznih resolucij za svoje programe znotraj občine. Tako da to, ostane mi samo še, da dejansko povabim vse občane, da se, če imajo interes, aktivno pristopijo, ne potrebujejo pristopiti v obliki članstva, da aktivno pristopijo k nam za svojimi predlogi in pobudami za nadaljnje delo, ker si dejansko želimo prisluhniti, ker se zavedamo, da smo tukaj oziroma da je naše poslanstvo delo za naše občanke in občane. Kot sem že povedala, se pravi, smo odprti za dialog, jemljemo dejansko ta političen prostor in politiko kot umetnost konstruktivnega medsebojnega dialoga z vsemi, tako akterji na področju politike, sploh pa tistimi, ki so nam dali oziroma nam bodo dali zaupanje, da za njih delamo. In si želimo dejansko sodelovati z različnimi deležniki, se pravi ne samo občankami, občani, kmeti, gospodarstveniki, tudi zato nekako smo v bistvu si te naloge medsebojno razdelili. Tako, zdaj pa preden dam prostor za vprašanja novinarjem, bi v bistvu vseeno izkoristila, da so nekako moralno podporo danes tukaj svojo prisotnostjo poleg dosedanjega predsednika Andreja izrazil tudi župan in dajem njima možnost za kaj povedati, če vidite. Ja, torej, hvala lepa za te izpostavljene misli. Tudi v bistvu za neke vrste obeležitev predhodnega dela, to se pravi dela, ki smo ga zlasti mi z Ivanom, pa tudi seveda vsemi vami, mi smo pa pač nosilna in vodilna, vi ste pri tem sodelovali, zdaj se bo malo obrnilo. Torej, vzrok, zakaj sem jaz se odločil odstopiti, ni nič drugega kot to, ker sem v nekem trenutku začutil, da sem se izpel, kar se tega tiče in da stranka, če želimo dobro in vsi želimo dobro in Brežicam želimo dobro, potrebuje neko svežo energijo, nek nov pristop, nek mora biti drugačen pristop in seveda to ne gre drugače, kot da pač se umakneš in prepustiš delo tistim, ki želijo oziroma ki jim je to izziv. Tako da jaz se zahvaljujem ekipi, še posebej Patriciji, da ste prevzeli ta izziv. Jaz bom seveda po svojih najboljših močeh pomagal, ker to nosi v sebi, ljubezen do Brežic, tudi do Slovenije in posledično seveda si vsi želimo delati, mogoče ne več toliko v ospredju, seveda bomo pa maksimalno pomagali, tako da uspešno želim pri nabiranju novih volivcev, članov, kakor tudi pri uresničitvi tega zadanega programa. Če jaz lahko. Zdaj jaz, verjetno vsi, ki me poznate, sem vseh 20 let poskušal delati v bistvu nadstrankarsko in se povezovati z vsemi. Včasih marsikdo v Sloveniji ima niti razumel, da lahko, recimo tudi v zadnjem času, da Brežice lahko tudi Svoboda, Levica in pa tudi ostale stranke soglasno podpremo proračun in da najdemo soglasje. Seveda vsega tega pa ne bi mogel, če mi v stranki
SDS vseh teh letih ne bi stali ob strani, kajti če stranka SDS ne bi hotela sodelovati z vsemi ostalimi kot najmočnejša svetniška skupina, jaz verjetno tega svojega programa in pa svojih načel ne bi nikoli mogel narediti. In veseli me seveda s tem, da dobivamo novo vodstvo, ki si je že v štartu napisalo, da želi slediti temu, da želijo se povezovati, da želijo sodelovati in da ne vplivamo ne gledamo na to, kaj se na državnem nivoju dela, ampak da delamo v Brežicah tisto, kar je najboljše za Brežice. Jaz mislim, da smo to v 20 letih dokazali, da se na tak način da in jaz upam, da bomo tudi naprej delali, seveda bo pa treba, jaz upam, da bodo tudi druge stranke še tem sledile in da bo se še naprej v Brežicah delalo predvsem tisto, kar je za nas. Moram reči, da sem tudi vesel, da nikoli v teh 20 letih nisem dobil nekih navodil iz Ljubljane, kako se moramo v Brežicah obnašati, pa tudi nikoli ne spraševal, čeprav marsikateri stranki SDS očitajo, da je mogoče malo bolj toga, vendar definitivno vidim na druge stranke, ki se bistveno bolj demokratično govorijo, da morajo za svoje odločitve spraševati po Ljubljani ali pa dobivajo navodilo in tega nismo. Jaz upam, da bo tudi novo vodstvo ostalo trdno, kajti to se treba tudi na nek način izboriti, da ko gre za lokalne stvari, so lokalne, ko gre pa seveda za državne, so pa državne. In jaz vam čestitam, želim uspešno delo in seveda vedno tako kot do sedaj, verjamem, da za svoje močmi bom pomagal, da bomo se še naprej razvijali, predvsem pa v korist Brežic. Hvala. Zdaj, mi nismo novi obrazi, smo v bistvu tukaj v tem prostoru prisotni že kar nekaj časa. Dejansko smo v občinskem odboru SDS vsi dobili priložnost še kot mladi, zato ker smo želeli delati v svoji občini in verjamem, da smo se pokazali z marsikaterim rezultatom, pod katerega se lahko podpišemo. Se pa razlikujemo od vseh novih ali pa obstoječih, da dejansko je vsak posamezen od nas tukaj lojalen in zvest pač svoji prvi izbrani politični opciji že dlje časa in je v bistvu ne menjujemo ob vsakih volitvah. Tako da tako bomo delovali tudi v prihodnje. Zdaj pa vas vabim k vprašanju. Ni vprašanj? Lažje je voditi občino, če je človek na vrhu. Vprašanje, ali boste kandidirali za županjo? Mislim, da je preuranjeno za to vprašanje, ker še kar nekaj časa mora poteči. Vodilo stranke je vedno bilo, da gre z najboljšim kandidatom v dani situaciji. Verjamem, da bomo tako ravnali tudi v prihodnje. Hvala. Če ne, potem vas vabim še na neformalni del druženja, zadaj je nekaj majhnega za prigrizniti. Tako da, hvala vam. Radio Brežice.